Prvi referendum, za uspešnost katerega bi bilo treba doseči kvorum, ni uspel. Stranki SDS in 46 tisoč podpisnikom zahteve za referendum tako ni uspelo zavrniti arhivske novele. Da bi bila novela na referendumu zavrnjena, bi morala po novih pravilih proti glasovati večina volivcev, ki so glasovali veljavno, hkrati pa bi morala ta večina predstavljati vsaj 20% vseh volilnih upravičencev. Čeprav je proti zakonu glasovalo 67,33% tistih, ki so prišli na volišča, za pa le 32,67%, novela ni bila zavrnjena, saj predlagatelji niso dosegli potrebnega kvoruma. Po neuradnih izidih se je namreč glasovanja na referendumu udeležilo le 11,68% vseh volivcev. Potem, ko se zaposlenim v lendavskem podjetju Montaža v petek z vodstvom ni uspelo dogovoriti za izplačilo neizplačanih plač, je 35 delavcev danes zjutraj začelo stavkati. Zahtevajo izplačilo razlike januarske in februarske plače, marčevske in aprilske plače v celoti ter dodatka za malico in prevoz na delo. Ker pa podjetje denarja nima, kaže, da se v pokrajini ob Muri konec tedna obeta še en stečaj. Sindikat pa je za pomoč delavcem zaprosil humanitarne organizacije. Prejšnji ponedeljek se je iztekel rok za oddajo nezavezujočih ponudb za nakup 72,75% deleža Telekoma Slovenije. Iz Slovenske odškodninske družbe so danes sporočili, da so prejeli ponudbe večjega števila vodilnih strateških in finančnih investitorjev. V medijih se med najverjetnejšimi možnimi interesenti že dlje časa omenja nemški Deutsche Telekom. Govorilo pa se je tudi o turških in ruskih vlagateljih. V drugem delu prodajnega postopka bodo po pojasnilih Soda k sodelovanju povabljeni investitorji, ki so oddali najugodnejše ponudbe ter hkrati izkazujejo finančno in pravno sposobnost za uspešen nakup enega največjih slovenskih podjetij in najpomembnejše družbe v paketu 15 državnih naložb za prodajo, ki ga je lani potrdil Državni zbor. Stavkovni odbor Sindikata policistov Slovenije je v nedeljo na korespondenčni seji sprejel sklep o preklicu stavke, ki naj bi se začela danes ob 6. uri. Med izpolnjenimi stavkovnimi zahtevami so v sindikatu poudarili sklenitev aneksa k kolektivni pogodbi za policiste in sprejetje uredbe o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu z zakonom o organiziranosti in delu v policiji. Z aneksom so dorekli vprašanja obračunavanja nadur, pripravljenosti in dopuste zaradi posebnih pogojev dela, veljavnost kolektivne pogodbe pa podaljšali še za 5 let. Popoldne in v torek bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno in vroče, v četrtek bo še sončno in tudi vroče, povečala se bo možnost popoldanskih ali večernih vročinskih neviht. Danes v Dnevniku televizije Maribor. V novem šolskem letu bo poenostavljena pot do subvencije za šolsko prehrano. Kako oživiti mariborski trgovski center City v središču mesta? Člani turističnega društva Makole so se z najtežjim kruhom na svetu skušali vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.